Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja. 100 nasvetov za 100 let. Tokrat vam svetujejo, kako ravnati v primeru nevarnosti ogljikovega monoksida. Nikoli ne uporabljajte naprav na notranje izgorevanje v zaprtem prostoru, saj pri njihovem delovanju nastaja ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid se v krvi veže tudi 250-krat hitreje od kisika, kar za nas predstavlja izredno nevarnost. Lahko je tudi usodno. Zato take naprave uporabljamo zgolj na prostem. Vendar tudi na prostem moramo biti pozorni na razne kotanje ali jame, saj se tam nabirajo te plini na enem mestu. Vozilo na motorni pogon je tudi eden od možnih vzrokov nastanka ogljikovega monoksida. Preden zaženete vozilo, poskrbite, da so garažna vrata odprta, saj le tako zagotovite prihod svežega zraka v prostor. Ogljikov monoksid nastaja tudi pri kurjenju na trda goriva. Večina drva, kamini in podobno potrebujejo optimalne pogoje za ustrezno delovanje. Prav tako potrebujejo ustrezno odvajanje dima, ki nastaja pri gorenju. Zato kot odgovoren lastnik poskrbi, da bosta peč in dimnik pred kurilno sezono ustrezno očiščena in pregledana. V prostorih, kjer se nahaja kurilna naprava na trda goriva, poskrbi za ustrezno prezračevanje. In kot zanimivost, tudi dišeča palčka, svečka in vodna pipa pri svojem gorenju proizvajajo ogljikov monoksid. Zato ne pretiravaj z njimi oziroma poskrbi za ustrezno prezračevanje. Prostore, kjer se nahajajo kurilne naprave na trda goriva, plin ali olje, je potrebno v skladu s slovensko zakonodajo opremiti z javljalnikom ogljikovega monoksida. Ta plin je brez barve, vonja in okusa in ga z našimi čutili žal sami ne moremo zaznati. Zato nam edino javljalnik lahko reši življenje. Če sta javljalnika med seboj povezana, kajti na tržišču najdete tudi to možnost, namestite enega v kurilnico, kjer se nahaja kurilna naprava, drugega pa na primer v spalnico. Če se bo sprožil javljalnik v kurilnici, se bo istočasno sprožil tudi javljalnik v spalnem prostoru in s tem boste imeli več časa, da se brez posledic evakuirate na prosto in na svež zrak. Kot dober in odgovoren lastnik poskrbi, da bo javljalnik ogljikovega monoksida redno pregledan in vzdrževan. To počni v skladu z navodili za uporabo, katera morajo biti javljalniku priložena v slovenskem jeziku. Javljalnik ima v veliko primerih 3 indikatorje, kateri kažejo njegovo delovanje. Vkolikor gori ali utripa zelena lučka, pomeni, da javljalnik deluje. Vkolikor utripa rumena lučka, pomeni, da je z javljalnikom nekaj narobe oziroma da ne deluje pravilno. Vkolikor utripa rdeča lučka, pomeni, da je javljalnik zaznal monoksid in da bo potrebno ustrezno ukrepati. Redno menjajte tudi baterije, seveda vkolikor je to v skladu z navodili proizvajalca potrebno. Ogljikov monoksid nastaja tudi pri požaru. Če doma opazite požar, ga probajte hitro pogasiti in prostor zapustiti. Za sabo pa zaprite vrata. Če ocenite, da požara ne morete sami pogasiti, takoj zapustite prostor, pokličete gasilce in se umaknete na varno mesto izven stavbe. Pojavi se lahko kot glavobol, slabost ali celo bruhanje. Če simptome zanemarimo ali če celo spimo, se lahko pojavi hujša oblika in to je tudi zastoj srca ali smrt. Pomembno je, da simptomov ne zanemarimo in ustrezno ukrepamo. Če se je v prostoru javil javljalnik ogljikovega monoksida, prostor kar čim hitreje zapustite. Če je možno, odprite okna in ugasnite kurilno napravo. Ko se umaknete na varno, obvestite 112 in obvestite tudi o morebitni zastrupitvi z ogljikovim monoksidom. Vkolikor se v prostoru nahajajo tudi drugi ljudje in živali, jim pomagajte čim hitreje iz objekta na svež zrak. Potem pokličite 112 in oni bodo obvestili pristojne službe. Kaj storiti v primeru, če je prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom? Pokliči številko 112. Povej, kdo si in kaj se je zgodilo. Povej točno lokacijo nezgode.
Povej, koliko oseb potrebuje pomoč. Povej, kakšni znaki zastrupitve so se pojavili. Če je oseba izgubila zavest, začni s temeljnimi postopki oživljanja. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Če opazi znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom, nemudoma zapusti prostor. Prav tako pri odhodu na svež zrak pomagaj ostalim osebam. O nezgodi nemudoma obvesti številko 112.